Spoštovani, če dovolite, bi ste tudi jaz najprej bi izrazil občudovanje izvrstnemu govoru mojega dragega dolenskega rojaka, pa tudi sošolca in zabave biologične gimnazije. Franciji, odlično, pa iskreno hvala. Torej, Francija je predstavil en pogled, jaz pa bom povedal, kako vidim te stvari, kot zgodovinar, ki se pravzaprav vse življenje ukvarja z zgodovino slovenskega kmeta. Torej, jaz gledam na zgodovino skušam gledati skozi kmečke oči. Ko se človek iz doline vzpenja v tukajšnje kraje, se sprašuje, kdaj in zakaj so se ljudje naselili tukaj. Glede na dejstvo, da se rovte pred letom 1500 ne omenjajo, smemo domnevati, da gre za tako zvani višinski val poselitve tega dela slovenskega ozemlja, ki je trajal tam nekje od 1200 do 1400 ali pa malo dlje. Na to kaže že tudi samo krajevno ime Rovte. To seveda ne pomeni, da pred tem nisem stopilo človeška noga. O tem nam govori arheološke najdbe, določene ledinske imena, kot na primer gradišče Ajdovski grad in ne nazadnje tudi cerkev svetega Nikolaja, kajti sveti Nikolaj je tudi zavetnik trgovcev. Višinska kolonizacija je za razumevanje tukajšnjega dogajanja zelo pomembna. Za posledico je imela vsaj dve dejstvi. Zaradi tega, ker je tukaj zemlja manj primerna za poljedelstvo, se je izoblikoval poseben tip kmetij, ki so živele pretežno od gozda in živinoreje. Grunt je tle pri vas obsegal približno 100 hektarjev zemlje. Tak, kjer so moji starši doma, je bil grunt približno 6 hektarjev. Tako da vidite to, da je tle nekaj posebnega, mislim, to niso običajni kmetje. Seveda je bilo teh gruntov malo. Leta 1830 je bilo v katastrski občini Rovte samo 6 gruntov. Več pa je bilo seveda manjših kmetij. Da pa so te kmetij, torej zanimivo pa je, da je bilo veliko kajžarjev, bajtarjev, še več pa ljudi brez zemlje. Torej, da so pa kmetije nastale, so bilo kmetje tukaj izjemno grad, kajti mora se izkrčati in kultivirati tukajšnji svet. Ta dejstva zato poudarjam, ker je to izjemno vplivalo na psihologi. Človek, ki v takih težkih razmerah kmetuje, je drugačen kot dolinski kmet. Prehrana je bila, ljudje so bili nasilno navezani na zemljo, saj so pravzaprav s krvavimi žulji ustvarjali, kar so. Tudi prehrana je bila zelo skromna, predvsem je manjkovalo zabele, glavna zabele je mleko. Naravne nesreče ali pa kraja hrane je takoj ogrozila tukajšnje življenje. Ljudje so živeli glede hrane na minimum. To ni bilo nekaj zalog hrane, da bi se ljudje lahko karkoli prvošče. Kdor je vzel košaro krompirja, je bil že problem. Torej, tu zemlja ne pomeni pravzaprav kapitala, kot govori teorija ekonomska. Tu je zemlja orodje za preživljanje, ni bogatstvo, to je orodje. Vse je treba iz nje iztisniti. Zato so prebivalci vsak poseg v svojo lastino, v svojo kmetijo, v tisto, kar so s krvjo in znojem pridelali, gledali kot ogrožanje svojega življenja. Navezanost na zemljo je za slovenskega in srednjeevropskega kmeta značilna. Ruski kmet je čist nekaj drugega in ruski mir, na podlagi katerega so komunisti delali oziroma bolj boljševiki teorijo v zadrugah. To so velike razlike. Pri nas je kmet življenjsko navezan na zemljo, ker lahko z njo samo, ker mu rodi samo ob garanju. Rovte so bile pred drugo svetovno vojno družbeno zelo razvita in aktivna vas. Niso imeli samo župnije in šole, ampak tudi vrsta inštitucij in društev, kot na primer izjemno uspešno prosvetno društvo s Križnico,
izvirno podporno društvo v nesrečah in še razne druge. Tisti, ki so imeli les in živino za prodajo, so zaradi bližine Trsta in Italije lahko kar uspevali. Tudi seveda tihotapstvo ni bilo tako nepomembno za zaslužek. V 30 letih so začeli graditi tukaj tudi Rupnikovo linijo, ki je marsikomu pomenila dodatni finančni vir. Zanimivo pa je, da iz literature ni zaznati, da bi ta gradnja Rupnikove linije tukaj povečala kakšno jugoslovensko zavest. Zdi se mi, tak imam vtis, da je ljudi bolj prepričalo, da v te države, torej mislim stare Jugoslavije, nimajo kaj veliko pričakovati. Torej, za razumevanje tukajšnjega dogajanja se mi zelo zdijo pomembne socialne razmere. Kdo so bili ti ljudje, ki so tukaj živeli? Rekel sem že, so bili grunti veliki, ampak jih je bilo samo 6. Čistih obrtnikov tukaj praktično ni bilo. Ni prevladoval gozd. Če pogledamo slovensko ozemlje, ponovadi gozda tam nekje okrog polovice, tukaj pa je gozda samo četrtina približno, ampak je travnikov in pašnikov več kot polovico. Njiv je bila približno petina vseh površin. No, seveda v zemlji niso mogli vsi živeti in so se ukvarjali še z raznimi hišnimi obrtmi, ampak to poleg drugega. Zanimivo je, da je v prvi polovici, to se pravi okrog leta 1830, je bilo tukaj 326 hiš, je bilo tukaj 133 hiš, od tega jih je bilo 100 bajtarskih, 33 je bilo pravih kmetov, 100 pa je bilo bajtarjev. In ti bajtarji so se preživljali z dnino. Za občino Rovte imamo, torej to je bila katastrska občina, zdaj pa govorimo o politični občini, ker podatkov žal ne dobim enakih, ampak vendar generalna slika je pa pravilna. Torej z občino Rovte pred drugo svetovno vojno pa imamo podatek, da je bilo 326 hiš, od tega 203 posestniške, 269 bajtarskih, torej samo bajtica pa nad zemlje ali pa malo vrtička, in 67 najemniških hiš. To pomeni, da so bile socialne razlike precej velike, na to so seveda komunisti računali, da bodo zdaj te ljudi seveda sprli, ampak tle je bila ravno temeljna napaka. Rad bi še nekaj poudaril. Ko berete zgodovino tukajšnjega kraja drugo svetovno vojno, ste pretreseni, koliko žensk je bilo pobitih. Torej, tudi odgovor najdemo pravzaprav, zakaj so tako segali po ženski. Kajti velike kmetije grunti, tam gospodar lahko ženo ščiti, ima dekle in tako naprej. Pri majhnih kmetijah je moral mož, glava družine, ki je bila ponovadi precej številna, iska dodatne zaslužke drugotke za samo od sebe ni dalo živeti. Na ženah je bila pa pravzaprav vsa kmetija. In zato pravzaprav so mnogi vedeli, da če ženske tukaj niso podpirali 3 vogala, ampak kar celo hišo, so vedeli, da pravzaprav veliko dosežeš, če šeš kmetov niče tudi s tem, da pokončaš ženo. Število hiš se je seveda v teh stoletjih, ki se je tukaj omenil, povečalo, razdrobila se je posest, ampak seveda še vedno so bile velike socialne razlike in mnogi so računali, da bodo to lahko politično izrabili. Mislim seveda nesrečnega samega s seboj dr. Trgovarja, ki je bil filozof te revolucije. O trpljenju tukajšnjih ljudi med drugo svetovno vojno je bilo že veliko in zelo kvalitetno napisanega in se zato podrobnosti ne bom spuščal. Še zlasti, ker nisem odkril nič novega, bi pa tukaj rad javno se zahvalil in pohvalil gospoda Mačka, Marka Štrovsa, Franca Kugovška, Justina Stanovnika in vrsto drugih, ki so zgodovino tega kraja in sosednjih med drugo svetovno vojno vrhunsko raziskali. Imamo tudi kar 2 knjige, in sicer Mačkovo Rovte v viharju vojne in revolucije in Mojce Treven, Grenki spomini z vrha svetih kraljev. Oprostite, ena intimna stvar, ko sem se pripravljal na današnjo
čas je trajalo, pa sem prav te zgodbe, je žena rekla, da sem polačarju vel. To so grozne stvari. Torej, naslednje leto bomo pred seboj po tem tragičnem dogodku oziroma obdobju slovenske zgodovine imeli v rokah že znanstveno monografijo. Pripravljen je kolega, dobro imena še ne bom povedal, ampak kot človek prebira tudi to njegovo dizertacijo, ne trpi samo zaradi vsebine, ampak tisto, kar človeka najbolj pretrese, ko gleda Mačkovo knjigo ali pa Mojce, ko vidi otroke pobite, zraven pobitih staršev. To so grozne stvari. Zato pravzaprav je treba neke zgodovine, čeprav jo vsako leto o njej govorimo, pa tudi zaradi odmeva tega dogodka na tem področju, treba je pa nekaj ponoviti, čeprav se zaščišajo. Torej, tukajšnji ljudje so bili narodno vselej zelo zavedni. Doslej ni nihče navedel podatka, da so se ti ljudje razpada Jugoslavije veselili. Zdaj, ko smo bili s Francijem doma, so ljudje naredili nemška zastave, pa so Nemce pozdravljali. So naredili celo tle Šmarjete, kjer so moji starši doma, ne bo iz nemške zastave, pa so Nemce z nebom sprejeli. Tle tega ni bilo. Tu ne vemo nobenega primera, da bi kdo bil, ki bi bil pripadnik fašizma, ki bi pravzaprav bil pripadnik nacizma. Ne, tega ni bilo. Tudi nihče ni pozdravljal okupatorja, nihče ni pravzaprav delal za to, da bi ta režim okupatorski postal. Nasprotno, italijanski okupatorji bi bili odvraten, zavračali so jih, sovražili in prezirali. Seveda pa kljub tem, da so imeli do Italijanov negativni odnos, nikomor na kraj pameti ni padlo, da bi popravil tisto, kar ni zmogla stara jugoslovanska vojska. Mnogi so na glas govorili, da še nobena okupacija v zgodovini ni bila trajna, pa tudi italijanska ne bo. Ni znano seveda, da bi naši kmetje kadarkoli nasprotovali komunistom zaradi boja proti okupatorjem, niti ni znano, da bi nasprotovali komunistom zato, če bi oni hoteli ustaviti po ruskem vzoru zaporu, pa tega nikoli niso probali svoje posesti. Torej, kmetje so bili v večinskem pogledu na strani Slovenske ljudske stranke, vendar niso predstavljali njenega konzervativnega, ampak krščanski socialni del. Z tukajšnjega področja je doma Krekov sodelavec Janez Hladnik, starejši, tega najbolj stricov, ali pa stari stric tega Hladnika, ki ga bolj poznamo. Torej, on je bil Krekov sodelavc, Hladnik, Krekov sodelavc, spada med pionire slovenskega zadružništva. Zadružništvo, ki je bilo tukaj zelo živo, poudarjam zato, ker je pomagalo povezati ljudi, ker bistvo zadružništva ni skupna lastnina, ker te ni. Bistvo zadružništva je solidarnost med člani zadruge. Zato te zadruge komunistične niso mogli nikoli uspeti, ker imajo napačno izhodišče. To naše zadružništvo ni nek prav komunizem. To je solidarnost. Vsak pa svojo posestno hrani. V to izrazito kmečko sredino, ki seveda ni bila nekonfliktna, ni bila idejno homogena. Tudi že takrat so vsaj ljudje liberalne pa komunistične orientacije, jer smo mladi 42 posegla revolucija, kateri je dejal vsebino in tak nesrečni dr. Cene Logar, ki je v svoji ideološki zaslepljenosti bil kar 6 let zaprt na Golem otoku in iz svojega mnenja nikoli spremenil. Torej, pri njem je tragično to, da je on, kot nekakšna osrednja partijska osebnost, bil je zelo povezan z Borisom Kidričem, kar na podlagi socialnega porekla, torej, če si premožen, si izdajalec. Če si vključen v to in to katoliško organizacijo, si izdajalec. Ni bilo več važno, kaj bo res. Na podlagi socialnega porekla je določil izdajalce in potem poskrbel za njihove likvidacije. Naši ljudje izdajalcev niso manj. Ne poznam enega primera iz zgodovine druge svetovne vojne, da bi naši ljudje ta pravega izdajalca resnično zagovarjali.
tudi tukaj nekaj tazga ohranjena. Torej, ta akademsko, v tujini izobražen mož se ni motil, ko je ugotavljal te družbene konflikte na tem področju. Predvsem pa je zgrešil način, kako bi to razreševali. Namreč tukaj ni bilo smrtne sovražnosti med premožnimi in revnimi, predvsem pa ni bilo tako, ki bi, že kakšna povšija, seveda, da bi se ljudje pa zaradi tega pobijali, to jim je bilo pa tuje. Dokler Cene Logar ni upošteval realnosti slovenskih srednjeevropskih razmer, on je resnico videl samo v knjigah, ne pa v okolici, v kjer je živel. Preveč je bral kratek kurs VKPB, to je bil partijski katekizem. Če bi bral Janeza Evangelista Kreka, bi bil seveda bistveno drugačen. Videli so rešitev v Leninu, ne pa v Kristusu. Ker so partizanskim akcijam ponavadi sledili tudi italijanski okupatorji, ki so pobijali na nacionalni osnovi, ne na podlagi političnih simpatij, se je ljudi polaščalo občutje totalne zapuščenosti. Nikogar niso videli, da bi jih ščitil, ponekod se celo italijanski okupatorji dokončali delo, ki so ga začeli partizani s svojo likvidacijo. Imate primere, ko partizani ubijajo očeta, Italijani pa zažgejo hišo. Torej, zato so mnogi seveda videli, domnevali, da so povezani partizani in komunisti. In zaradi te zapuščenosti, tega obupa, te neskončne stiske, je potem to, kar smo danes že parkrat slišali, 12. avgusta nastala Bela garda. Torej, lahko govorimo o kolaboraciji, lahko govorimo seveda tudi o zločinih, ampak težko je, če to začenja ta pogovor. Nekdo, ki je bil že od leta, kot smo došli, že od leta 1939 povezan s Hitlerjem, če je ljudi borilo v samoobrambo in človek ima ne samo pravico, ampak dolžnost, da se brani. Težko je, če nekdo očita tukajšnjim ljudem ne vem kaj, če upoštevamo, da je bilo tukaj kar 312 žrtev revolucije, okupator je pokončal sam 46 ljudi, proti partizanski tabor pa 9. Te številke povedo veliko. Že te številke so strahotne, te so pravzaprav pa še pretresljive. Spomladi je imela tukaj še enota, ki je bila seveda na Rovtah, pa še na 3 okoliških točkah, je imela okoli 700 mož. Spomladi 40. Bila je izjemno dobro oborožena, mnogi so imeli odlične puške Mauser, očitno so se sami obožili, da so jih še preknili v stare Jugoslavije. Imeli so tudi moderne puške, italijanske M91/38, nekaj mitraljezov, pa kar tudi okolo 1000 bomb. Vsekakor je bilo to vsega spoštovanja vredna vojaška enota, ampak zanimivo pa je, da ta vojaška enota, ki bi bila marsikaj sposobna, ni nikoli presegla vsebine in oblike dobesedne vaške straže. Razdeljeni so bili v 4 čete in so se držali postojank. Operativnih posegov na teren, to se pravi, da bi hodili neke akcije na teren, preganjali partizane po gozdovih, tega praktično pravzaprav ni bilo. Bolj so se obnašali kot nekdanje posadke proti turških taborov, branili so svojo posest, svoje hiše, niso bili pa, bi rekel, neka ideološka vojska, neka oborožena formacija, kakršne, na primer, srečamo dol pri nas na Dolenske, na primer, Štajerski bataljon, pa kaj podobnega. Vemo tudi, da so tukaj poskušali dobiti pridobiti za Plavo gardo, ampak ljudje na to niso bili pripravljeni pristati in zato pravzaprav domnevamo, da tle ne gre, nikoli ni šlo pravzaprav za neko klasično kontrarevolucijo, ampak je šlo vedno zgolj in za obrambo njihovih, torej obnišč tukajšnjih domačinov. Njihove povezave z protipartizanskim organizacijom so višinki, vseh je kapitulacija Italije presenetila in slišali smo tudi danes pravzaprav,
kako so jih napadli potem septembra 1943 Nemci, čeprav ne bi bili po to, kar piše v naših knjigah, njihove sluge. Torej, ta enota tukaj je bila dejansko nekaj posebnega, tudi v slovenskem prostoru, nekaj resnično samoobrambnega, ne nekaj sovražnega, nekaj ljudi, ki so se zaradi tega, ker so jih pač iz takih težkih razmer selili in spoštovali. Poglejte, mene vedno pretresa dejstvo, da so ti domobranci že leta 1944 postavili kapelco in v njej zapisali pripadle svoje in nasprotne. Torej, ne poznam v Evropi primera, ali pa seveda v Sloveniji pa še manj, da bi že med vojno nekdo že delal za spravo. Tukaj imate ta primer in mislim, da se to nekoliko premalo poudarja. Torej, bili so dejansko, bi šel preko nekaj edinstvenega, mogoče celo malo, reč pa tega naivnega, namreč ne razumem tudi tega, da so se po vojni nekateri postrili doma, ne zato, da bo vihajbeni, ampak pričakovali so, da se bodo z Koroške vrnili. To je bilo seveda takrat iluzorno, ker ni šlo za nek lokalni spopad. To, kar smo danes že slišali, šlo je za spopad totalitarizmu in demokracije. Zato je zelo važno, pa da razpravljamo o teh stvarih, nikoli ne gledamo na neke lokalne stvari. Treba je pogledati zelo na široko, kako se je to po Evropi dogajalo, ne pa to kot neko lokalno dogajanje, potem še jo dobimo ta prav v pogled. In seveda, res je to, kar bo že danes poudarjeno, zanimivo je, da je bila tukaj na 23. ko so bile odkrite farne plošče in da je to tudi danes praznik povezan s bojem proti totalitarizmom in drugim avtoritarnim režimom. Torej, oprostite, ta zgodovinski ekskurs, ki ga moram ponoviti, čeprav seveda glede na spominsko prireditev, pa glede na svetost prostorov, v katerem smo, ne smemo izprihovati strasti in širiti nestrpnost. Ampak 367 žrtev, katerih se danes spominjamo, pravzaprav je, če treba se nekaj seštevati, celo protestom, torej v duhu spravne kapelce na pokopališču, nas ne obvezuje za preteklost. Preteklost ne moramo spreminjati, ampak nam nalaga obveznosti za prihodnost. Ti ljudje, naši tukajšnji predniki, niso umrli za smrt, ampak so umrli za naše življenje. Glede na to, da so mi žrtve totalitarizma,